Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo začeli s pozitivnimi sporočili, potem pa gremo naprej na menopavzo oziroma kako se znebiti trebušne maščobe. Da vidim za vas, za tebe, ki gledaš tale posnetek, tale video, kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš, da veš stvarjenje, bogastvo in dušni partner, prijaznost do sebe. Zanimivo. V glavnem, čas je, da se v tvojem življenju začnejo dogajati nove stvari, stvarjenje. V sebi ustvarjaš vsak dan novo energijo. Ti si povezana s plodnostjo in obiljem. In potem je prišlo bogastvo, se pravi obilje na vseh področjih. Dovoli, da božansko bogastvo priteka k tebi v slapovih obilja. In varno je ljubiti. In prav v partnerskem odnosu, kateremkoli, ampak tukaj v bistvu v ljubezenskem odnosu, lahko kreirate, kar hočete. In bodi bolj prijazna do sebe. Zdaj vam povem, kako sem se, danes sem poslušala en podcast in v glavnem ta gospod razlaga, kako je v bistvu na širši, na dušni ravni vse določeno. Vse. In on je rekel, da je, ko je dalj časa prakticiral neke meditacije in tako naprej, je vedno prišel do tega, da enostavno se je krohotal. Je ta trebušno krohotanje, veste, ko se enostavno smeješ. No in ko se smeješ od radosti, je rekel, vse skupaj izgleda, kot da je en velik joke, se pravi ena velika šala tole naše življenje in bi bil čas, da mečkam bolj manj resno vzamemo vse skupaj. Da v osnovi se gre za to, da sproščamo tam, kar se nam ta trenutek najbolj dogaja, da enostavno sprostimo, se nasmejimo, rečemo, tako pač je, gremo dalje. No in prav zanimivo, da on je razlagal o tem, da enako energijo ima pa energija orgazma. Se pravi, orgazem ali pa ta trebušen smeh, da je to ista energija in da je to v bistvu energija stvarjenja. No in zdaj, če mi gledamo, energija stvarjenja je pa povezana s tem, da ti lahko svojo mislijo ustvariš pekov na zemlji, ali pa lahko svojo mislijo ustvariš marsikaj, da se pač dogaja. No, jaz sem bila zdaj te dni na srečanju 500 podjetnic in tisto, kar je bila kar je bila nekako rdeča nit vprašanj, ki sem jih jaz dobivala, je bilo povezano s tem. Sem v predmenopavznem obdobju, stara sem 45 let, začela sem se rediti. Rabila sem popolnoma novo garderobo, ker vzhajam. Kaj naj naredim, stara sem 53 let, imam trebušno maščobo, enostavno nobena obleka mi ni več prav. No in tukaj par nasvetov za vse vas dame, ki preveč resno jemljete življenje, kaj je treba spremeniti. Prva stvar, veste kaj? Počistite podzavestne programe, koliko resno jemljete življenje. Ker če preveč resno jemlješ vse, kar se ti dogaja, potem si v stresu. Zdaj vem, zdaj boste ogovarjali, pa boste rekli, ja, veš, Minka, ti ne veš, kaj se meni dogaja. Vem, življenje prinese marsikaj. In na koncu koncev, marsikaj sem tudi sama dala v življenju skozi. Tako da vem. In vem, da takrat, ko sem življenje jemala res preveč resno, je bilo res težko. In to so bile moje karmične lekcije. Ne vem, zdaj se spomnim, kako težko je bilo. Ta mala hčerka je zbolela, stara je bila 6 let, dobila je cepivo za hepatitis B pred vstopom v 1. razred in je bilo sistematično cepljenje. V eno ramo so ji dali rdečke ošpice in pač v drugo ramo, jaz nekaj podpišem, niti nisem pogledala kaj, pač neko cepivo. Ne kompliciraš, se veste, tako, pač ne kompliciraš, tak je zakon, pika. In otrok dobi reakcijo na cepivo. In seveda sem šla nazaj z otrokom k zdravnici, ker po 3 dneh je nehala hoditi. Imela je mesto vboda gnojno bulo, imela je obnohtnico vneto, imela je migrenske glavobole, hoditi ni mogla, noge so jo bolele, pač groza. No, seveda sva šle naprej in jaz takrat, ker sem že imela toliko znanja, ko sem dobila
izvide je kazalo pač na odpovedovanje jeter. Dejansko sem ji takrat začela velike količine omega 3 dajati, da se je ugasnilo to vnetje v telesu. Kakorkoli, glejte, jaz sem bila takrat popolnoma obupana, otrok zboli. V istem obdobju je še ta starejša hčerka zlomila roko, v komolcu pa v zapestju. In smo v istem obdobju imeli fizioterapije in tako naprej. Pač tako, ali je bilo nekako sovpadanje to, ali se je že več let vlekalo vse skupaj. In vem, da sem v tistem obdobju jemala stvari res preveč resno. Preveč. Ja, mogoče te rečete, otrok ti je zbolel. Ja, vem, kaj sem se učila v tistem obdobju. Stvari vzemi v svoje roke. Ne moreš pričakovati, da te bo nekdo drug pozdravil, ampak ti lahko se naučiš, izobraziš, narediš maksimalno sam. In to je bila moja šola. Ne? Naslednja zadeva, ko sem v tem istem obdobju predelovala, je bilo to, da sem se počutila popolnoma nemočno. In ker sem se počutila nemočno ob vsem tem, kar se je dogajalo, nisem imela niti podpore doma, pač preveč je bilo takrat za mojo dušo. In se spomnim, da sem šla k eni gospe na terapijo. Eni gospe, ki piše knjige drugače. In tisto je bila moja zanimiva šola. In vem, da sem takrat rabila pri njej samo nekoga, da lahko izlijem svojo dušo in bolečino. Da se z nekom pogovorim, da nekdo reče, se bo dober. No, kakorkoli, ona je rekla, tamle je ogledalo. Je rekla, poglej se v ogledalo, tako, ne, tamle je ogledalo, poglej se v ogledalo. In sem bila res žalostna. Je rekla, tanka si ti v resnici. Ne pa to, kar ti kažeš na internetu. Takrat sem že imela spletno stran. Me je prizemljilo to. In takrat sem resno jemala življenje. Ko sem ga pa začela mečko manj resno jemati, mogoče tudi, ko sem prebrala knjigo Življenje kot igra, takrat mi je pa postalo jasno, da nekako predznak, ki ga jaz dajem zjutraj, vpliva na to, kako gre življenje. Takrat sem prišla do zaključka, da stvari dejansko niso tako strašno resne, kot so videti, in da v osnovi je zadaj neko čustvo, ki se želi sprostiti. No, in ko to razumemo, da čustvo, ki želi biti sproščeno, ki je povezano mogoče s tem, strah me je, da mi umre otrok. In ko počistiš čustvo, gre stran ta resnost teža življenja. Strah me je, da izgubim partnerja, strah me je živeti samo, strah me je finančnega pomanjkanja. Do sebe moram biti kruta. Pač te stvari, ko sem sama počistila pri sebi, sem začela sprejemati stvari bolj lahkotno. Se pravi, je popihal veter v življenje, je šlo življenje čez brzice, nisem več tako resno veslala, ampak sem začela se zavedati, da nič v življenju ni proti toku. Da včasih pomaga samo dvigati vesla, počakati, da mine in potem reševati situacijo. To pomeni, na zalogo se je brez veze sekirati. Kaj bo, če bo in če ne bo, kako bo in vse možne scenarije preučiti. Šment, ne moreš jih. Ne? Zato je tako pomembno, da si v življenju naučimo ene čist preproste zadeve in to je predznak, ki ga imamo, da ga postavimo za začetek na plus. Karkoli se vam dogaja, imate težave v družini, je nekdo neprijazen zaradi tega, ker se mu nekaj dogaja. Kaj naredite? V redu je. V redu je. Mislim, da sem pisala v knjigi, čakajte, v kateri knjigi sem to pisala na začetku? Mislim, da ko imajo duše žur. Čist na začetku sem pisala zgodbo o mojstru, ki je za vsako stvar je rekel, v redu je, karkoli se je dogajalo. In se je zgodilo, da so mu sosedje, da so ga obdolžili, da je mladoletno dekle, sosedovo dekle,
zanosilo z njim. In on je rekel, v redu je. Čeprav je bil zdravilec, se je razvedelo po vasi, da je on zlorabil mladoletnico. Čeprav ta mladoletnica je spala z enim fantom in so pač njega namočili. In on se ni vmešaval v to. V redu je. In ko je dekle rodilo, so mu prinesli otroka. Je sprejel otroka in je rekel, v redu je. In potem s časoma je dekle povedalo, da kdo je oče, in so se prišli upravičiti in on je rekel, v redu je. Zdaj vem, da v življenju vedno ne moramo reči, v redu je, a ne za vsako stvar. Ampak čim manj vpletanja v to, kar ni v redu, čim manj energije v to, da vedno znova dajemo nosu nekaj, kjer se nekomu godi krivica ali pa vam godi krivica. In da ne razlagate okrog, a veš, kaj se temu naredi, kaj je bilo tukaj in ponavljanje slabih zgodb. Ne rabite, ker če poslušate take zgodbe, vas enostavno potegne v tok negative. V redu je. Nekdo reče, joj, a si slišala? V redu je. Povej mi kaj lepega. Povej mi kaj lepega. In zdaj ta prijaznost, a ne? Kar poslušaš, se slej ko prej usede v naše možgane. In tako začnemo potem komunicirati sami s sabo. No, to je pa zdaj je delo. Tukaj pa imamo delo. Na to, kar imamo mi vpliv, je sigurno na stopnjo razmišljanja, kako mi razmišljamo. Oziroma, kako imamo mi notranji monolog. Ne vem, če je vaša karmična lekcija, pomanjkanje denarja, recimo. Kako boste vedno reagirali, ko dobite položnico? Tisto, kaj pa če bo premalo? Se pravi, za začetek pomaga, mogoče da pokličete na pomoč angele pa rečete, takole, angeli, jaz rabim toliko in toliko denarja. Pomagajte mi pri tem. In pomaga, če napišete eno kuverto, gor napišete plačano, hvala za denar. In spustite. Drugo. Če želite v svojem življenju imeti ljubeči partnerski odnos, spustite. Spustite in dovolite, da vaše življenje postane najboljša različica vas, da se tako močno poveča stopnja vaše pozitivnosti, da lahko v vaše življenje pride nekdo, ki je tako pozitiven kot vi. Napišite, kako bi se vi želeli počutiti v najboljšem partnerskem odnosu. Napišite, kako se ti želiš počutiti. Zdaj pa mogoče, ko tole poslušate, pa rečete, ampak Minka, meni se vsak dan dogaja, živim, ne vem, z alkoholikom. Vsak dan znova je nova drama. Ne vem, za katerim ovinkom me čaka nova klofuta. Kaj se učite? Neopletanja. Karkoli se zgodi, rečete, v redu je. Nova šala. V redu je. Ne vem, a ste gledali film The Greatest Showman? Niti ne vem, kako je v slovenščini naslov, ampak v glavnem zgodba govori o gospodu, ki je približno 100 let nazaj odprl cirkus, kamor je povabil same take ljudi, ki so bili majčkeno taki friki, malo posebenega. In na koncu ga je popeljalo stran od svoje poti, ga je popeljal njegov pohlep in želja po priznanju. In zdaj v bistvu vsi imamo na tej poti, karkoli se nam dogaja, priložnost, da skrenemo s poti. Zdaj pa kaj je tisto priložnost, da skrenemo s poti? Imaš kritično mamo. Te pokliče in te začne flancati neke stvari, ki jih je že 1000krat ponovila. No, to je priložnost, da skreneš s poti. Da padeš v isto dramo, ki si jo imela leta, takrat, ko si imela 5 let ali pa 13 let. Ali pa enostavno rečeš, v redu je. In zdaj, če mama pritisne na tvojo čustveno rano, pomeni, da greš pogledat, katero čustvo imaš zadaj,
in tisto čustvo počistiš. Lahko je nezmožnost odpuščanja, lahko je zamera do mamine duše, lahko je kronična žalost, ki se prenaša po družinskem deblu. Potem naprej, če imate nekje v telesu neko bolečino, spet, kako zdaj to spustiti? Ne moreš jo ignorirati, ne moreš reči, ne vem, če te boli zadaj za lopatico, ne moreš reči, mene ne boli, v redu je. Ampak zadnja srčna čakra je zapis tvojih prednikov. Kaj je koda, ki se prenaša po družinskem deblu? Koda, recimo, če vas boli zadaj zadnja srčna čakra, je kronična žalost in razočaranje. Se pravi, zdravilno molitvijo dekodiranja počistite potrebo potem, da se oklepam kronične žalosti in to počistite, enostavno greste naprej. Pač tako grejo stvari, ne? Spuščanje. Velikokrat slišim nekoga, ki rečejo, ja, veš, moram se imeti bolj rada se moram imeti. Dajmo pomisliti, kaj to pomeni, da se imaš bolj rada? Kaj to pomeni? Mogoče, da greš v trgovino pa si kupiš novo rutko? A greš s prijateljcem na čvek? Kaj pomeni dejansko imeti se bolj rada? Oziroma za moške imeti se bolj rad, kaj greš s prijatelji še na empir? Ne. Ljubezen do sebe pomeni, da je vibracija. Da ta notranji monolog postane bolj vesel, bolj prijazen. To je to. Ne? Da pa lahko pridemo do tega notranjega monologa, ki je bolj prijazen, bolj vesel, je pa potrebno počistiti vzorce družine. Danes sem delala eno svetovanje in se je izkazalo, da se po družinskem deblu prenaša kronična žalost. Kronična žalost. In tisto, kar sem zaznala, je seveda ta bolečina zadaj za lopatico. Kronična žalost, ki je tudi razočaranje nad ljudmi, nemoč. In ko smo to počistili, enostavno se je sprostila bolečina in kot bi nek ruzak, nek nahrbtnik enostavno šel stran. Telo je zemljevid in kaže, kaj je treba počistiti. Kot zdaj, če gledamo, če se vam dogaja, da ste prišli do točke, ko prehajate v obdobje modre ženske, življenje vas ne more več podpirati pri tem, da boste delali na star način. Ker ko pridete v obdobje modre ženske, se pravi v menopauzi, vam ne odteka več energija skozi menstruacijo, ampak ta energija je namenjena za kreacijo nekaj večjega, boljšega. Mena pomeni ne menopauza, da si na neki pauzi, ampak pomeni obdobje, ko si prišla v obdobje modre ženske. In ta modra ženska želi govoriti skozi tebe. Želi biti, ta šamanka, ta stara duša, da se izrazi. Ženska moč. Zdaj pa poglejte. Kako lahko pričakuješ, da te bo tvoja duša pustila na miru, če delaš na star način? Če te želi popeljati do nečesa novega. Ste vedeli, da ličinka kačjega pastirja, ne vem, če sem si prav zapomnila, 2 leti preživi v vodi noter kot neka glista, nek plenilec, ki žre praktično vse. In potem se v nekaj urah naredi transformacija, iz te gliste nastane kačji pastir. In prav tako se dogaja z nami. Tudi ta prehod iz rodnega obdobja, ko greš v obdobje modre ženske, pomeni, da ti začenjaš energijo zajemati nekje drugje. Tako kot kačji pastir, naenkrat leti. Ni več v istem etru. In če ti želiš, modra ženska, da bo šla čez ta obdobje modre ženske, ne moreš več delovati na star način. In potem te telo začne opozarjati in reče, hej,
Trebušna maščoba kaže na to, da preveč resno jemlješ življenje. Če se v meni posušiš, da se tvoje sluznice posušijo, da nisi več, ne vem, kako ne rečem, sočna, da si izsušena, kaj to pomeni? Tvoja žalost te suši, tvoje sokove suši, sluznico oči ti suši, kožo ti suši. Čas je, da spustiš, ker začneš zajemati drugačen eter. In ta drugačen eter pomeni, da začneš letati, da začneš kreirati, da začneš spuščati. Pred oči se mi naslika zdajle Tončka, ena moja rezervna mama, ki tako lepa, pri 85 letih tako lepa, tako lepo kožo ima, tako svetla. Tako dobrohoten obraz ima. Veste, dobrohotnost. Dobrohotnost pomeni, da želiš dobro, hoteti dobro sebi in drugim. Ali pa zlohotnica, ko dela iz svoje rane, svojega zla. Tako da lejte, če ste na nekem prehodu zdajle, da vidite, da vaše telo sporoča, da je tempirana bomba, kot je mena, tudi med nosečnostjo ali pa v puberteti se ravno tako sprošča ta energija. Potrebujete nekaj sprememb, seveda dajte stran gluten, začnite uporabljati Pro-Vitality Plus, dodajte krom, dodajte B vitamine. Ampak tisto, kar je najbolj pomembno za nas modre ženske, je pa sigurno to. Začni drugače razmišljati. Spusti čustva, čustveni strup. Spusti težo, ki ti jo je naložila mama. Spusti bolečino, ker si mogoče odraščala ob očetu, ki je bil odsoten, ki ni zmogel dati pohvale, ki ni zmogel reči tebi, lepa si, krasna si. Zdaj je čas, da vse daš sebi. Vse to, kar ti oče ni dal, kar ti mama ni dala, daš sebi. Glej, kdo ti kitkirika? Kdo je tisti, čigavo breme nosiš? Čigavo breme nosiš? Tega ne potrebuješ več. In tukaj pri tem bremenu ni, da je treba diplomirati. Spusti, odvrzi, reči, pač to ni moje. Zdaj boš rekla, kako? Ja, pač, osebno svetovanje, ali pa vzameš v roke knjigo, ko imajo duše žur, ali pa ko imajo čakre žur, ali pa ko imajo moški hormoni žur in začneš brati lepo stavek po stavek. In čas je za toliko nedolžnost v tvojem življenju. Čas je, da postaneš ta modra energija, ta mir v sebi. Čas je, 2-krat je prišlo obilje. Zanimivo. Kako lahko ti skreiraš obilje v svojem življenju? Če si zdaj na vibraciji pomanjkanja. Če si na vibraciji pomanjkanja in da ti vsak mesec zmanjka, začni razmišljati, kako lahko osrečiš druge ljudi. Kako lahko drugim ljudem pomagaš na nek način. In ko jim pomagaš, jim zaračunaj. Kaj lahko narediš preko sodelovanja? S kom je čas, da se povežeš? Ja, in zanimivo, glejte. Razcvet pa moška energija. Ženska in moška energija uravnoteženi, se pravi, čas je, da uravnotežiš vse, tako moški kot ženski pol. To veste, da leva stran glave in desna polovica telesa, to je povezano z očetovim principom. Se pravi, če vam šumi v ušesih, če imate, karkoli na levi strani, pomeni, da je ta moški princip v vas za uravnotežiti. In če vas
desna stran glave, ne vem, boli, imate kakršne koli težave, in leva stran telesa pomeni, da je tukaj energija, ki je po ženski liniji za predelati. Zdaj tam, kjer imate očeta v taki ženski, nežni energiji, imate po vsej verjetnosti obrnjeno. Ne morem direktno pogledati očeta, ampak če je mama tista, ki nosi hlače, pomeni, da vse tiste programe, ki jih imaš po mami, ki je v moški energiji, imaš ti za predelati na moški strani, se pravi desni. In nehaj odlašati. Vem, ko bomo dobrega pojedali, dajmo eno tableto pojesti, pa bo boljš. Ampak, ko začnete delati zdravilno molitev dekodiranja in se jo na pamet naučite, stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se sčistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane, karkoli, s bolečo ramo, z občutkom nemoči, z občutkom žalosti, z tem, da se ne morem umiriti. Karkoli date noter, je boljš kot nič. Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Boste videli, vaše življenje se bo začelo spreminjati. Glejte, jaz imam online tečaj in imam to tako, da lahko pridete do meditacij, jih uporabljate kolikor želite. Imam ženski krog, kjer učim ženske, povezujem. Včeraj smo delali na solarni pleksus, povezan s popkovno čakro, se pravi program mame, odpuščanje, teža, ki smo jo pokasirali preko žensk v našem življenju, preko ženskih sorodnic. Pač to je taka osvoboditev. In ko se začneš osvobajati, enostavno drugače ne more biti, kot da poletiš. In zato pišem knjige, zato delam vse te delavnice, zato ker verjamem, da vsak lahko naredi korak naprej, da se spremeni, osvobodi, da postane najboljša različica sebe. Dajmo zdaj samo še za naprej pogledati. Kam te pelje stvarstvo? Kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš, da veš? Kaj je tisto, kar ti sporoča vesolje? Družinska sreča, temelji, obilje, vsega dovolj. Družinska sreča. Zanimivo, glejte, tukaj gor je prav kačji pastir. Kačji pastir, ki kaže na to, ja, greš čez transformacijo in lahko se bo tvoja transformacija zgodila na klik. Enostavno postaneš druga oseba. Pogum, upaj si narediti korak naprej in upaj si narediti korak naprej. Zajahaj svojega konja. Verjem, da ti je vse tisto, kar ti pripada, že namenjeno, ampak počisti svojo temo. Pejdi v temne zapise, ker dokler ne počistiš temnih zapisov, vlečeš to temo za sabo. Tega ne rabiš. To je težek nahrbtnik, ne rabiš. Težek kamen, ne rabiš. Odloži in začni drugače. Zadnji sem videla eno objavo in je tako, kako mama ali babica poda kamen bolečine naprej svoji hčerki. In ta hčerka odloži kamen bolečine naprej svoji hčerki. In ta hčerka se odloči, da bo kamenje bolečine dala stran, odložila. In svoji hčerki ne bo podala več kamenje svojih bolečin, ampak ji poda ljubezen. Čas je. Čas je za drugačno vibracijo. Vem pa, da vsak gre čez svojo transformacijo, da ni lušten takrat, ampak ne imati življenja preveč resno, ker pač to vas uči. To nas uči, kar nas ta trenutek uči. V redu je. Včasih pomaga samo to, da narediš en korak čez, pa rečeš, pač tako pač je. V redu je. Problemi me bodo počakali. Se bom jutri s tem ukvarjala. Danes naredim nekaj, da sebe osrečim. In ne vem, če ste danes že kaj naredili, da ste sebe osrečile, ampak bi bil čas. Kaj ste naredili za to, da ste za malenkost bolj srečne?
In to vpliva potem na hormone, pa na celo reakcijo v telesu, in na podlagi tega se začne telo obnavljati, začne spuščati odvečno vodo in načeloma se začne, ne načeloma, in se začne pomlajevati. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem, ja, pač čas je, da nekaj naredite za sebe. Uživajte.